Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo, v kateri bo tokrat beseda tekla o osveženem prevodu zbrane kratke proze Franza Kafke. O prevajalskem procesu, tokratni izdaji, ki združuje avtorjevo kratko prozo izdano pri Beletrini med leti 2008 in 2012, ter o esenci Kafkovega ustvarjanja, se bomo pogovarjali z njegovim prevajalcem Štefanom Weverjem. Štefan, lepo pozdravljeni. Dober dan. Če morda kar pričneva na samem začetku, nekako sva se na kavi že pred samim snemanjem dogovorila o določenih vprašanjih, kako bova ta pogovor vodila vse od prevajanja do samega ustvarjanja. Kafkov literarni svet pogosto označujemo kot labirintno moreč in prežet s tesnobo. Kot prevajalec in poznavalec Kafkovega dela, kaj bi bilo po vašem mnenju, kaj bi najbolje opredelilo motivno esenco tega praškega juda? Rekel bi nekako takole. V bistvu to, kar Kafka ustvari, je nek paradoks oziroma neko nasprotje med zelo preprostim opisom, podobnim nekakšni klinični diagnostiki vsakdanjega življenja na eni strani, in na drugi strani pa identifikacijo globinskih pomenskih vozlov. Zakaj vozlov? Zato, ker jih občutimo kot take, se mi zdi, ko jih beremo. Namreč vozli so nekaj, kar je težko razvozlati, ne? Hkrati so pa nekaj zelo enigmatičnega in resničnega. Mislim, da se bistvo njegove poetike giblje tle v tem razmerju, ki nam na nek način ki nas vabi k branju njegovih del na nek, bom rekel, zelo prepričljiv način, hkrati nas pa tudi straši po svoje, oziroma pomenski vozli, ki sem jih omenil, so pravzaprav so zato tako sugestivni, ker v bistvu nam odkrivajo žarišča modernega življenja. In ravno te kontrasti, nasprotja, ki nas hkrati vabijo in strašijo, nekako se zdi, da Kafkova proza izraža to ritualno resnobnost, kot da se pred nami odvija nekakšen sveti obred, ampak hkrati je prežeta tudi s subtilnim humorjem. Ta preplet nekako stvarja občutek inherentne protislovnosti. Kako razumete to dihotomijo v njegovem delu? Mogoče je bolj natančen izraz za ta humor, ki ste ga omenil, izraz ironija, ki se mi zdi, da ravno med tem prej omenjenim nasprotjem, na eni strani proza kot klinična diagnostika življenja, na drugi strani pa ti pomenski vozli, ki razkrivajo mehanizme, v katere smo ujeti in iz katerih ne moremo, ne. Mislim, da se tukaj pa kot tretja komponenta tukaj še Kafkov lahkotni, ležerni opis teh stanj, ne. Da tu notri iz teh protislovij pravzaprav in kontrastov se poraja njegova ironija. Tudi včasih potegne malo na humor, ampak mislim, da se pretežno giblje kar okrog tega izraza ironija. Ja, rekli ste, da ravno iz tega razmerja med prostodušno diagnostiko stvarnega dogajanja in skizoidnimi, grotesknimi pomenskimi vozli se ta že omenjena ironija poraja in da to vidite kot neko temeljno prevodno aplikacijo. V kakšnem smislu? V tem smislu, da ko prevajaš ta njegov ležerni, natančni, šolsko pravilni slog, v katerem so vse niti natančno pripeljane do konca, ne,
kar ni ravno, bi rekel, odlika neke moderne, ne odlika, ampak značilnost neke moderne proze, kjer se stvari bolj razgubljajo, so manj koherentne in tako naprej. To je to, ne, kar se mi zdi, da dela Kafko in da če ga hočeš prevajati, da moraš te stvari tudi pustiti take v prevodu oziroma jih poustvariti take, se pravi, ne se zapletati v neko visoko zvenečo literarno prozo, polno metaforike, ne, ki pač Kafkova proza je skoraj da brez metaforike, na primer, ne. Bistvo njegove poetike ni v tem, v nekem, rekel, v prozi, kot so jo kot lepo prozo razumeli še njegovi sodobniki, recimo Musil, Broh, Franz Werfel in tako naprej, so še pisali v tradiciji tistega časa, ne. To je bilo, in oni so še, to je bila še visoka proza, polna metafor in tako naprej. Pri njem, se pravi, ena od ključnih zakonitosti oziroma premis pri tvojem prevajalskem delu je, da ostajaš nekako klinično diagnostičen v podajanju, hkrati pa ne toliko, no to je pa zdaj pa druga pasta, ne, da pa pri tej klinični diagnostiki ne zlezeš v slovensko nemščino, ne, kar se pa pri prevajanju pogosto dogaja, ne samo pri tako zahtevnih avtorjih, kot je Kafka, ampak nasplošno pri prevajanju, ko pozabljamo, da prevajamo iz zahodnoevropskih jezikov, kar je tudi nemščina, ne, v slovanske, in da pozabljamo na verbalizacijo nujno, ki je potrebna za to, da pravzaprav stvari zvenijo pristno in naravno slovensko. Se pravi, tudi če ostanemo pri Kafkovi klinični diagnostiki, mora ta zveneti slovensko, ne nemško, ne. To je pa zdaj med tema dvema poloma bi definiral način prevajanja Kafke, ki sem ga jaz prakticiral, ne vem, mogoče so tukaj tudi neke razlike med prevajalci, ne, saj jih je bilo kar nekaj prevajalcev Kafke doslej. Ja, in ravno to je nekako moje naslednje vprašanje, te premise prevajanja pasti. Knjiga, ki jo dobivamo v branje, je v bistvu 100 let po Kafkovi smrti, je ponatis 4 knjig njegove kratke proze. Kot sva omenila že v uvodu, jih je Beletrina izdala med letoma 2008 in 2012. Ja. Koliko ste se pri tem referirali na pretekle prevajalce, kot so Kralj, Udovič in drugi? Pravzaprav nič pred prevajanjem samim in med prevajanjem samim tudi ne. Nekako se mi je zdelo, da bi me tisto, kar je bilo že narejeno na tem področju, bolj oviralo kot ne. Hotel sem nekako suvereno stopiti v to prozno poetiko. Sem se pa kasneje po prevodu že ne, pa večkrat vrnil k drugim prevodom. To pa zato, tudi ne kar tako, ker bi me to neznansko vleklo k njim, ampak ker sem pravzaprav kasneje pisal 2 referata za simpozij o Kafki prvega, mislim, da leta 10, drugega pa nekaj za simpozij v Ljubljani, potem je bil pa še par let zatem simpozij o Kafki in Valsarju v Mariboru in sem tudi za tisti simpozij priobčil referat o prevajanju Kafke. Tako da takrat sem se pa malo vračal na starejše prevode in sem malo primerjaval, sem malo opazoval, kaj so tisti prevajalci počeli in in zato sem se tudi zdaj pri tej novi izdaji pravzaprav spomnil te svoje radovednosti, tega svojega početja in sem napisal k tej izdaji prevajalsko opombo, v kateri sem se teh stvari tudi dotaknil, ne. In tam sem pač skušal pokazati, kako pomembno je, da imajo nacionalne kulture več prevodov kardinalnih avtorjev iz drugih jezikov, zato da se ob tem se namreč jasno pokaže, kako do solidnih prevodnih izdelkov prihajamo tudi po različnih poteh, ne, z različno hierarhizacijo prevodnih zahtev, ker pač kot je prevajanje, tako rečem, zmeraj povezano tudi z odpovedjo kakšnim niansam, ki se jih ne da rešiti, ne. In je zmeraj vprašanje, čemu se boš odpovedal, ker je prevajanje, kot sem nekje zapisal, velika igra dobitkov in izgub, ki jo je treba igrati tako, da je
dobitkov čim več, izgub pa čim manj, ne, se ta hierarhija prevodnih zahtev giblje pri prevajalcih nekoliko raznoliko in tukaj sem pravzaprav v tem prispevku k pričujoči knjigi pokazal, da se do solidnih rezultatov prihaja lahko tudi po različnih poteh. In ja, ravno ko ste omenili to spremno besedo in tudi to je del mojega vprašanja, vaš citat, velika igra dobitkov in izgub, ki jo treba igrati tako, da so dobitki čim večji in izgube čim manjše. Kako se sami spopadate s tem? Ja, s tem v bistvu intuitivno poteka ves čas trajna kalkulacija, trajno kalkuliranje, kako nekaj izpeljati, da boš najbolje zadostil več stvarem, ne? Prvič semantiki, se pravi sporočilnosti, ampak ne na tem preprostem denotativnem oziroma označevalskem nivoju, temveč sta bolj pomembna tukaj konotacija, kontekst in tekst, ne? Od dobesednega pomena. To je ena stvar. Druga stvar je, kako to postoriti, da bojo stvari zvenele estetsko, pa prepričljivo, pa neprevedeno. Se pravi, da ne bo vsakdo, ki bo odprl tvojo knjigo, tvoj prevod, takoj ugotovil, da gre za prevod, ne? To bi bilo zelo slabo znamenje. In tretja stvar je pa tudi s tema dvema povezana, je pa umeščanje v nov kulturni kontekst. Da se ne prevajaš samo teksta, ampak da prevajaš z njimi v red tudi ves kulturni kontekst, iz katerega je nastal, se pravi, da gre za širšo stvar in da pravzaprav moraš operirati s kulturnimi ekvivalenti tudi, ne. In zato je, pravim, prevajanje zelo kompleksno početje in tudi, ko ga vrednotimo, ga je treba kompleksno vrednotiti, ne. In zato je kompleksno vrednotenje v prevajanju tudi zelo zahtevno. Mislim, da ni prav veliko posameznikov, ki bi mu bili tako v tej kompleksnosti tudi kos, ne. Poraja se pa zelo veliko mnenj o tem, o kvaliteti prevodov, tako da, ki pa potem, katerih relevantnost je pa potem nekoliko vprašljiva. No, pa mogoče ob tem vprašanju, da bom bolj konkreten, lahko, to se mi zdi zanimivo, lahko omenim konkreten prevod naslova pri 3 prevajalcih Kafke, ne, v tej 50-letni zgodovini, od leta 61, ko je išla knjižica Splet norosti in bolečine od Herberta Greena, pa recimo do tega prevoda, ki ga predstavljamo zdaj, je recimo kratko skico pred zakonom, ne, vor dem Gesetz, je Herbert Green pred 60 leti prevedel Pred vrati postave, ne. Ne vem, če bi si jaz prevode ogledal pred tem, preden sem začel prevajati, mogoče bi mu tu sledil, ne. Ker se mi zdi res posrečena ideja iz 2 razlogov. Prvič zveni lepše, ne, kot pa Pred zakonom. Ampak čeprav drugi pozitiven element tukaj je, da on to prostorsko definira, ne, kar je tudi implicirano potem v tekstu. Potem problem tega prevoda in v tem ta primer izpostavljam prav zato, da pokažem, kako pravzaprav je hierarhizacija prevodnih zahtev lahko kontradiktorna, ne, in kako je treba potem se odločiti za eno ali dve. Recimo, kaj pa je problem pri tem takem prevodu naslova, je pa ta, da grem tu uporabo metaforo, ki jih pa Kafka ne mara, ne. Se pravi, stopil stran od te klinične diagnostike. To pa recimo je malce negativno. In spet negativno pri prevodu Pred zakonom je pa še nekaj drugega. Namreč, ko Nemec reče vor dem Gesetz, ne, v nemščini, je to res samo juristično mišljeno. Tle ni širšega, bolj abstraktnega pomenskega polja. Medtem ko pa v slovenščini, če rečemo Pred zakonom, ne, je pa to marsikaj še lahko. Smo lahko na juridičnem področju, lahko pa nismo. Lahko je to zbirka navodil za mlade poročence, ne,
ki ima naslov Pred zakonoma. Ne? Kaj se morajo pravzaprav mladi poročenci dogovoriti, preden se bodo poročili. Ne? Tako da je in v prevajanju zelo važno, da prevajamo na način konkretizacij, ne na način generalizacij. Ker ima literatura rada konkretno in ne abstraktno in ker itak naredimo, ko prevajamo preveč generalizacij, zato ker pač ciljni bralec določenih stvari ni sposoben v zelo specifični in stanjšani obliki doumet, jih moramo ponuditi v nekoliko posplošeni, generalizirani obliki. Zato moramo tam, kjer se pa da, pa odgovarjati nasprotno, namreč s konkretizacijami. No in tukaj je se pravi ta prevod Pred zakonom, precej dobeseda, ki sva ga pa izbrala že Lado Kralj v prejšnji izdaji Kafkine in jaz. V tem smislu je pa, se pravi, je pa šibkejši tudi spet od Greena. Tako da, ko tehtamo, vidimo prednosti in slabosti. In je čisto je težko priti pravzaprav do konca nekaterim stvarem. Ja, prevajanje je res v bistvu izjemno kompleksno delo. Kot ste rekli, ohranjati mora sporočilno estetsko vrednost, kulturni kontekst. Če se tukaj v bistvu povrneva spet dotičnemu prevodu. Kot ključno prevodno implikacijo pri prevajanju Kafke ste izpostavili to napeto razmerje med besedilom kot nosilcem natančnega sporočila, kot ste omenili, in težko do kraja dojemljivim podtekstom. In kako se ta odnos je odražal v prevajalskem pristopu? Ja, nekaj sem o tem že povedal. Zdaj bi dodal še to, da se kaže v tem, da teh pomenskih vozlov, že omenjenih, ne razkriješ bolj, kot so razkriti tam. Da jih pustiš kot te intrigantne skrivnosti in pa da pri samem slogu ostaneš enako ležeren, asketski, skop, suh, kot je bil Kafka. Čeprav včasih ta proza deluje potem kot v tradicionalnem pomenu besede kot premalo estetska. Ampak to je v bistvu Kafkova posebnost in tlemu moramo ostati zvest. Se pravi, ostati pri tem slogu, pa hkrati pomenske vozle pustiti tudi takšne, kot so. Recimo, obstaja način prevajanja na razlagalski način. Tukaj tudi ne smemo začeti razlagati več, kot je razložil Kafka v prevodu. Kar se včasih zelo se ponudi samo od sebe in je zelo zapeljivo, ampak tukaj moramo ostati nekako na distanci. In zdaj sva se nekako sprehodila skozi vse zagate prevajanja, omenila sva tudi vzporedne, kot pravite sami, v spremnem zapisu časovne nepresežne prevode. In greva lahko nekako malo bolj globje tudi v samo kafkovsko strukturo, njegov slog. V knjigi Kafkove zbrane kratke proze je denimo tudi Pismo očetu. Pred leti smo ga videli tudi na odru Anton Podbevšek teatra, pa tudi Gladovalec, ganljiva prispodoba umetnika in umetnosti. Bi lahko razložili dejstvo, da pri Kafki ni cinizma in sarkazma, ganljivost pa vsekakor je moč najti? Ja, pravzaprav je ta odsotnost sarkazma in cinizma pri Kafki edina nemoderna prvina pri njem. Ker se vidimo, moderna proza je polna sarkazma in cinizma. Pri njem pa tega ni. In ja, je pa ganljivost neke vrste, to pa je. Ja, kaj ne rečem, tudi v tem smislu ga je treba pravzaprav, mu je treba slediti maksimalno v prevodu. Pri izbiri leksike recimo se da seveda hitro iti v neko bolj, bom rekel, robato izrazoslovje, ki ga on ne pozna. In se pravi, tudi v tem pogledu mu lahko ostanemo na njegovi liniji. Enako tudi v sami sintaksi je tu, bi rekel, da moramo mu tudi slediti, se pravi v smislu, da so njegove povedi sintaktično zaokrožene, čisto izbrušene, da ni nekih
In ravno v tem je tudi paradoks, ne? Da ni nekih pretrganih nitk, za katere ki naj bi ustvarjali to, bi rekel, negotovost. Ne? Te negotovosti on ne rabi. Negotovost je pri njem drugačne narave. Ne? In morda od tukaj do njegove aktualnosti, tudi v današnjem času, ko smo nekako ujeti v neoliberalistični, kapitalistični model, gladovalec je Evropan celo simbolnega plačila. Tablice s korektnim zapisom dni gladovanja, ker se je po prvih tednih njegovega gladovanja osebje naveličalo te majhne nadloge. A ni sleparil gladovalec, on je pošteno delal, svet je goljufal njega za pošteno plačilo, je v prevodu. In spet Kafkov protagonist vztraja do poslednjega diha, potem ga pokopljajo slamovred, v njegovo kletko pa namestijo panterja. Bi lahko rekli, da tudi gladovalec ponazarja Kafkovo ključno strukturo ujetosti v svet, v katerem se mrtva črka nenehno polašča totalitete življenja. Ja, mislim, da je to zelo dobro povedano. Temu tukaj lahko samo pritrdim. In če se morda za to aktualnost, ki se pač v bistvu pojavlja za današnji svet, premakneva tudi do Mladena Dolarja, osebno meni, da je Kafka napravil homo sače, človeka, ki je izročen na milost in nemilost oblasti, ki ga je mogoče nekaznovano ubiti in ga ni mogoče žrtvovati kot neko osrednjo figuro moderne književnosti. Bi se s tem strinjali? Ja, vsekakor. Vsekakor. Je pa seveda veliko več kot to. Recimo? Ne, mislim, v problemskem smislu predstavlja Kafko junak veliko več kot samo to. Razumem. In če greva spet morda nekako globoko, kot ste rekli, v te labirinte, a hkrati tudi zelo komunikativne tekste. V tekstu Pred zakonom je protagonist prepuščen na milost in nemilost zakonu onkraj vseh posameznih zakonov. Gre za parabolo o človeku, ki mu ni uspelo prestopiti vrat postave, ostal je zunaj in umrl pred vrati. Slovite zadnje stavke ste prevedli tako: ta vhod je bil določen samo zate, zdaj grem in ga zaklenam. Nekateri Kafko zato vidijo tudi kot avtorja totalne zapore brez izhoda. Bi lahko Kafkovo literaturo zatorej razumeli kot literaturo o moči vztrajanja? Moči vztrajanja? Ja, vsekakor. Kafkovo literaturo pravzaprav interpretirajo kot literaturo labirintov, ampak ti labirinti sicer napovedujejo večno ujetostvanje, hkrati pa je pa za Kafko značilno, da pa posameznik ujetvanja nikoli ne neha iskati izhoda. Ne? In to je ta ključna dopolnitev. Ujeti smo v labirinte, ampak večno iščemo izhod. In nikoli ga ne bomo nehali iskati. Nekako tako pravi tudi v bistvu urednica tokratne izdaje, Tina Vrščaj. Zaposluje me misel, da so kafkovske literarne stvari kot nastavljene pasti, ki ti na laž skrijejo smisel. Iskanju pa se ne nameravam odpovedati, saj tudi v njegovih zgodbah nihče ne obupa, vsi vztrajajo, dokler ne umrejo. No, to je skoraj podobno povedano, ne? Jaz bi samo rekel, da ne bi rekel, da je nalašč, ne? Kako ste že natančno povedali? Iskanju pa se ne nameravam odpovedati, saj tudi v njegovih zgodbah nihče ne obupa, vsi vztrajajo, dokler ne umrejo. Pred tem pa seveda je zapisala, mislim, povzemam citat: zaposluje me misel, da so kafkovske literarne stvari kot nastavljene pasti, ki ti nalašč skrijejo smisel. No, to bi rekel skrivanje smisla že, ampak ne ravno nalašč. No, to bi se malo ogradil. Drugače pa absolutno podpišem. In kot smo se pogovarjali že pred pogovorom, smo se pogovarjali, da ne gre samo za sam labirint, gre tudi zelo komunikacijo z bralstvom. Ste rekli, da bi nekako tudi sami malo drugače strukturirali samo postavitev teh zgodb. Ja, to je bil tak nevezan pogovor. Jaz se pri Kafki zmeri bojim, da ima premočan pečat te usodnosti, ujetosti in tako naprej, in da potem, ko potencialni bralec to sliši, ne seže po njema, ne?
In to je bilo kar tako, bi rekel, hitropotezno razmišljanje o tem, da bi takole izdajo lahko naredili oziroma jo uredili tudi po sistemu zgodb urejenih po principu od bolj komunikativne proti manj komunikativni. Tako da bi, če bi se ta izdaja začela naprimer s sodbo, ki je sicer zelo ganljiva in pretresljiva zgodba, hkrati pa izjemno komunikativna, bi se mi zdelo fino. Pa potem še pismo očetu, pa potem še v kazenski koloniji in tako naprej. Predvsem te do konca strukturirane zgodbe najprej, potem pa ti koncepti, poskusi, nedokončane skice, pa recimo bolj proti koncu. Potem, ko nekdo že predela Kafko na ta lažji način, potem pa recimo, da naredi en korak naprej. Torej samo, da pač v bistvu se bralec ne ustraši izziva. Ja, to je bilo čisto tak premislek z vidika bralca, kako bi ga pravzaprav bolj ljubeznivo povabil k branju tega teksta. Ker ga v vsakem primeru te teksti nadgradijo. Absolutno. Morda na tej točki zaključiva najin pogovor. Najlepša hvala, Štefan. Vas bralstvo pa vabim, da se ob stoletnici tega velikana svetovne literature ponovno potopite v njegove sicer labirinte, a tudi izjemno komunikativne tekste, besedila, ki veliko v bistvu povejo tudi v današnji poziciji človeka v svetu. Beletrina. V živo.